preden postavimo prvo vprašanje, morda bi en krog naredili, referati so bili zanimivi, so bili tudi izzivalni, tako da morda en odziv, ena refleksija na povedano od vsakemu od naših današnjih sogovornikov. Boste, gospod Pater Cestnik, kar vi začeli? Dela. Torej, glede Walterja Kasperja, zdaj Ivo ga je pač uvrstil kot heterodoksnega, pač to se Kasperju že nekaj časa dogaja. Malo manj znano, mogoče v slovenskem prostoru, je en njegov teološki spopad ali pa polemika taka, ki ni bila čisto direktna, ampak se je razumela kot polemika med Kasperjem in Ratzingerjem okrog leta 1999-2000. O naravi cerkve oziroma kaj je več ali kaj je cerkev, ne? Ali vesoljna cerkev ontološko je pred delno cerkvijo, tako kot je Ratzinger razlagal, ali pa ima delna cerkev neko večjo veljavo. Ne vem, ali je Bog ustvaril najprej stol, pa potem vrsto stolov, ali je ustvaril vrsto stolov in potem vsak stol pač mora vedeti, da je v vrsti. No, in tista debata je zanimiva, zato ker je potem Kasper pač zagovarjal moč delne cerkve in rekel, če bomo preveč poudarjali, da pač vesoljna cerkev pred delno cerkvijo, bomo krepili rimski centralizem. To v Nemčiji ni težko reči, vsaki drugi nemški duhovnik pač kritizira rimski centralizem. No in kaj se mu je zgodilo, da so v bistvu že takrat imeli tendenco v interpretaciji, kot da je on dogmatično sesuval en pogled na cerkev. In je celo neki profesor, sem našel potem na internetu, ali pa neki študent teologije, se ne vem, no v glavnem je napisal celi neki referat o tem, kako sta se spopadla Kasper in Ratzinger. Pa potem Kasper rekel, pa saj ni bilo tak. Jaz se nisem šel dogmatičnega spopada z Ratzingerjem, Ratzinger je bil takrat še kardinal, še ni bil papež, ampak sem bolj te pastoralno-teološke ovide poudaril. Zakaj pripovedujem to? Zato, ker se mi zdi, da tudi zdaj nekako ta Ratzingerjevo ali to Kasperjevo razmišljanje prehitro se mu dodaja neka dodana vrednost dogmatike. Je bolj, bi rekel, pastoralno in pastorala, hočeš ali nočeš, je tudi malo bolj fluidna in je treba kdaj kaj prilagajati, Dogmatika pa je bolj stabilna in se ne spreminja, oziroma samo še se, dogmatika se itak ne spreminja, samo še se spoznava dodatno ali pa dodatni vidiki dogmatičnih resnic. In tudi zdaj se meni zdi, da je ta interpretacija Kaspera strani njegovih kritikov preveč v smer, češ da Kasper dogmatično razvrednoti nerazvezdljivo zakonske zveze in posredno tudi seveda sakrament svetega rešnega telesa na nek način. To bi jaz rekel, da mislim, da ni taka velika schizma, kot bi si morda mislili, ali pa Ivo je to po moje malo preveč to vidi v tej smeri. Drugače pa jaz mislim, da tudi ta tako imenovana kasperijanska smer ni na koncu, vse to je tudi Ivo povedal, ni zdaj v nekih radikalnih potezah doživela take podpore in da bo verjetno na koncu, tako kot je vedno v zgodovini cerkve na koncu zmagala tista tiha večina, ki je na sredini. Nekaj se bo spremenilo, bomo šli naprej, počasi naprej, v dojemanju, v razumevanju, precej pa pastoralnih korakih, ne bo pa nekih velikih dogmatičnih prevratov. Če pa je bila nevarnost za take dogmatične prevrate, pa je seveda bilo tudi dobro, da so alarmi zašpilali in da se je tudi to tokom sinode razčistilo. Ne povem eno kratko izkušnjo. Sam sem bil pred kakšnimi 10 leti na ekumenskem srečanju v Berlinu, kjer je bilo prvič v zgodovini srečanje katoličanov in evangeličanov. To je dogajanje, ki traja cel teden, na tisoče različnih dogodkov, predavanj in tako naprej. In eno tako pomembno
dogajanje je bilo tudi predavanje kardinala Kasparja na temo cerkve. Potem sem živel v nemškem kolegiju v Rimu, kjer so prihajali tudi nemški profesori, škofje, kardinali in tako naprej. Je treba malo poznati ta kontekst, kako Nemci med sabo debatirajo. To ni isto kot pri nas. Je eno mnenje in vsi lepo kimamo. Tam so zelo študirani profesori, ki se mnenja krešejo med njimi, da je kar hudo. In Kasper je bil profesor, Ratzinger je bil profesor, Hans Küng, ki tudi velja danes za spornega, je bil tudi profesor. So bili kolegi, študijski kolegi oziroma profesorski kolegi, ki so se med sabo, bom rekel, znanstveno prepirali na akademski ravni. In to je za Nemčijo normalno, to ni nič posebnega. Mogoče se nam zdi to nekaj, ne vem kaj, ampak to je normalno. Če en profesor nekaj reče, pač nekaj reče, to je njegovo mnenje. Oziroma so celo povabljeni k raziskovanju. Kar je pa nauk cerkve, to pa določa, kaj je prav in kaj ne, cerkveno učiteljstvo. To je papež skupaj z zborom škofov. To ni en človek sam. En človek sam, tudi en kardinal pa škof lahko pač pove svoje mišljenje. Nič hudega. Kar se pa tiče delnih in pa univerzalne cerkve, gre za to, da univerzalna cerkev, se reče v latinščini, subsistit iz partikularnih cerkva. Se pravi, delna cerkev ali partikularna cerkev, množica teh delov sestavlja celoto. Ja, a se slišimo? Skratka, mogoče na Brankota samo na kratko. V kontekstu sinodalne debate je bil zelo uporabljen ta mehanizem, ne? Skratka, na kasperjanski strani, ne? Da tle ne gre za spremembe dogme, ampak za spremembe pastorale. To je en mehanizem, ki je približno tako, ko funkcionira, kakor delitev cerkve in države, tako ima tak približno pride. Dejansko so določena območja, ki so mešana, ne? Seveda območja, kjer pastoralna praksa ima neposredno dogmatične efekte. In ta primer obhajila ločenim ponovno poročenim je točno tak primer. Ne, se pravi, jaz tu težko razumem, da gre na kasperjanski strani za kaj drugega kot za en mehanizem, ne, ko se pravzaprav preko neke pastoralne direktive skuša spodkopati dogma. Toliko. Jaz sem sodnik približno 12-13 let in sem v tem času zaslišal oziroma se pogovarjal z gotovo 400 ali 500 ljudmi. Od tega kakšnih 200 do 300 ljudi, ki se mi zakon podaril, drugi so bili pa priče v postopku. In vam iz svoje izkušnje povem, da je resnično to, kar so sinodalni očetje govorili ali zapisali, da je potrebno razlikovati primere, ki so, recimo, eni so bili poročeni 1 mesec, eni so bili poročeni 1 leto, eni so bili poročeni 10 let, eni so bili poročeni 30 let. In so različni razlogi, zakaj so šli narazen. Pred kratkim sem imel en primer, ko se je en fant poročil, nekje je s hribov, nekaj 30 km iz Ljubljane, po nekem čudnem naključju, se niti ni hotel poročiti in ona tudi ne. In so se starši nekako dogovorili, da je ona v redu punca, da je močna, da bo fajn delala, da on bo kar tiho in naj jo kar lepo poroči in tako naprej. In jo je poročal in sta bila skupaj približno 1 mesec. Na tem mestu je bilo predavanje pol leta nazaj, tudi na temo teološki problemi ločenih ponovno poročenih in tako naprej. In en francoski profesor rekel, ne tiščimo skupaj, kar Bog ni skupaj spravil. Se pravi, kot pravi, kar je Bog združil, naj človek ne loči, ampak velja tudi obratno, ne tiščimo skupaj, kar Bog ni združil. Ker obstajajo primeri, ki so uradno poročeni, pa dejansko niso bili nikoli poročeni, ker ni bilo volje ali je bila neka druga hiba pri volitvi. In potem konkreten primer, recimo se to zgodi pred 30-40 leti, ti ljudje danes pridejo na sodišče, ker hočejo to stvar urediti, nekateri samo zaradi miru vesti, ne da bi imeli drugo zvezo, čeprav večinoma imajo drugo zvezo že, in rečejo, to se meni zgodilo, ampak nimam nobene priče, ki bi to potrdila.
nimam nobene priče, ker so vsi, ki so bili zraven, ki o tem nekaj vejo, pomrli. In če ni priče, postopek ne gre naprej. Se pravi, ne moremo mi verjamemo eni osebi, ampak ker je pač predpisano, mora biti tri priče ali vsaj 2, če sta obe stranki, pa če so zadeve jasne. Če ni prič, se postopek ustavi. In ta človek je zdaj recimo, če živi v novi zvezi, obsojen na to, da ne bo šel k obhajilu, s tem, da je bil poročen recimo 1 mesec in je evidentno jasno, tako na prvi pogled, ampak ni dokazal definitivnih, da je bil ta zakon sklenjen nično in ni bil nikoli dejansko obstoječ. Ne more pa tega dokazati in uradno je prešuštnik in ne sme iti k obhajilu. Taka razlaga je zame, oprostite, nevzdržna. Ravno to bi se navezala na vprašanje enega naših današnjih poslušalcev. Vprašanje je naslovil sicer na dr. Karžeta. Ravno to, a se vam ne zdi, da morda vprašanje ločenih in ponovno poročenih tako ostro obsoditi, da smrtno grešijo, ali ni to morda celo odbijajoče zanje? Potem bi pa jaz morda to vprašanje še razširila na vseh, se pravi, kako pravzaprav potem znotraj pastorale približati se vendarle, ker to pač je vprašanje, ki je zelo prisotno v naši družbi, ko gre številni zakoni pravzaprav narazen. Ko govorimo o, če prav razumem, ne? Ko govorimo o vprašanju obhajila ločenim in ponovno poročenim, ne gre za vprašanje, kdo se čuti sprejet, kdo se čuti vključen, kako se čutim, kako se ne čutim, ampak gre za vprašanje, kaj je Jezus, kaj Božja beseda zapove. Mi se lahko s tem strinjamo ali pa ne, nam paše ali pa nam ne paše, prilično ali neprilično. Jezus je nekaj povedal, svet Pavel je nekaj povedal, mi se moramo tega držati. To je Božja beseda. To je Božja beseda. Včasih meni lahko ne paše se držati neke zapovedi. To ne pomeni, da se te zapovedi ne bom držal. Je lahko situacija še takšna, tako zahtevna, ne, pomislimo, ne vem, na mučence, pomislimo na mučence, ne, zelo težko je bilo ohraniti vero, recimo, če ti tam, ne, rabelj, ne, počne, ne vem, kaj s tvojim telesom, recimo. Ampak, ohraniti vero v tistem primeru je pomenilo pač prestati to preizkušnjo. Situacije takšne drugačne, ne, so bile omenjene. Mi vemo, da je cerkev obsodila situacijsko etiko. Situacijska etika je nauk, ki pravi, da ne, sicer res, da so obstajajo neke norme, ampak je treba vedno gledati situacijo in v tisti situaciji potem presoditi, če neko normo aplicirati ali ne, zelo na kratko povedano. Ta nauk je obsojen, ker to je relativizem, ne, mi lahko potem na tej bazi, ne, na nekih takih primerih, kjer se vsak bo potočil neko solzo zraven, ker se mu zdi res malo hudo, ne, ampak mi smo tu zato, da se držimo Božje besede, ne glede na to, koliko stane to. Pa čeprav gre za mučeništvo, veste, ne gre tle za to, da ne, ja, mi smo na fotelu, pa se fajn imamo, tle lepo se razgovarjamo, ne, se imamo fajn, pa ne, razpravljamo o veri, ampak v taki situaciji ni težko, recimo, ne, zagovarjati to ali ono, ampak vera od nas zahteva, da se je držimo usque ad mortem. Ja, ta situacija ločenih ponovno poročenih oziroma kakih bi rekel, naknadnih koruznikov ali kak bi jih imenoval, no, ali pa prešušnikov tudi, je en izraz, je posebna situacija, ker malo razkriva neko nedoslednost znotraj cerkvene pastorale in tudi v dojemanju svetega grešnega telesa. Mene je presenetilo, ko sem bral zadnji govor oziroma poslovilni intervju kardinala Martinija na smrtni posli, ko je umiral, mislim, da leta 2012 je umrl, avgusta, da je tam izpostavil ravno ločene in ponovno poročene. V smislu, zakaj kardinal zdaj, ko bi lahko kaj drugega, vsi poznamo njegovo kapaciteto, je izpostavil to vprašanje. In takrat je nastalo tista slavna stavek cerkev je 200 let za časom, ki so ga potem mediji povzeli, čeprav niso vedeli, kaj povzemajo. Ampak tak je pač rekel. Ne. V smislu je potem rekel, da ni sprejemljivo, da ena skupina ljudi, koliko sem jaz razumel, doživi tako ostro obravnavo,
ne? Ko pa lahko ima tudi precej visoko osebno vero, pobožnost podobno. Jaz kot župnik potem gledam še drugo stvar, ne? Mi, duhovniki, zlasti na podeželju, razprodajamo sakramente, zlasti birmo, najstnikom, ki se ti režijo v faco in pravi, da ni Boga. Če pa rečeš, da ne boš šel k birmi, pa tvegaš, da ti bo njegov boter gume prepičil na avtu. Oziroma boš tožen škofu. In ko reš škofu, pa bi rekel, da bi malo selekcije naredili, ne bi kaj tako vse poprek spuščali, škof reče, ne, vse, plamenček vere je dovolj, samo da so pri birmi, ne. Tu po eni strani imamo zelo ohlapno, in to je potrjeno kot neka uradna pastoralna linija tudi v slovenski cerkvi. Dokaz temu je tudi, da zdaj recimo je bil blokirana prenova verouka, ki bi temeljila na zrelosti, na mistagogiji, smo rekli, da torej gre nekdo k obhajilu ali k birmi, ko je dovolj zrel, ko ga občestvo prepozna kot dovolj zrelega, ne pa avtomatsko, ker pač hodi v drugi razred, ne, ali pa 7. Torej, to je bilo zablokirano. Vsi, ki prosijo, pač jih moraš zraven spustiti. Pa si ti včasih ponižan kot katehet in duhovnik si ponižan, ker veš, da se ti en smeji v faco in da gre k birmi zaradi tega, ker pač je to en romantični obred prehoda in tak naprej ga lahko jemlješ, ne. Pa še moped dobiš zraven. Torej, tu taka ohlapnost, potem se pa pojavi eden, ki se mu sesul zakon in je šel živeti z nekom drugim, pa ne sme več berila brat. Ne? Samo taka sankcija reče, ne? Župnik reče, to imamo v Sloveniji primere, zdaj pa več ne moreš. Ali pa v Sloveniji tudi primer, dovolj, da samo, da so se ločila, čeprav morda tista oseba ni bila kriva, ne? Morda bila celo prevarana, ampak župnik zaradi neprimernosti ti ne moreš več berila brat, ker več nisi v zakonu. Ne? Tu pa z temi prešušniki, pa potem oni pokasirajo ves gnev cerkve, če tako rečem, ne? Ki ga mi, župniki, ne moramo sprostiti nekje druge, potem pa na teh parih, ki jih tu ni ne vem koliko, ne? To tudi ni ne vem koliko, ne? Tak. Hočem povedati, da se v tem vprašanju skriva ena taka pastoralna nedoslednost, ne? Ki jo moramo tudi nekako rešiti. Ali bomo strogi do vseh, ali bomo ohlapni do vseh, ne? In podobno. Tak jaz kot župnik to doživljam, ne? Čeprav v bistvu ločeni, ponovno poročeni niso statistično največji problem trenutno. So mogoče bolj teološko zanimiv, pa žgoč problem. Statistično pač so koruzniki, sploh neporočeni, razpuščeni, vsak po svoje, z otroci nametani sem in tja, ampak potem pa jih pripeljajo k veruku in hočejo to ono, pa neki minimum verskega življenja držijo. Ne. Tako da pač je več teh vidikov. No? In vam pravim, ti problemi so zelo živi, duhovnike nas tudi zelo bolijo na dekonijskih rekolekcijah, o njih dosti razmišljamo, ne? Ker smo včasih prav užaljeni zaradi tega razmetavanja sakramenti. No? Na misel mi prihaja en primer enega moža in žene, ki sta 10 let čakala na ničnost zakona, ampak takoj na začetku, ko sta se civilno poročila, sta po nekem spletu okoliščin ali po božji previdnosti vseeno prišla na seminar za zakonce in ona dva sta vedela, da že hotela sta živeti čisto pred Bogom, bi rekel res, mislim, hotela sta iskati božjo voljo, prijelo se jih je vse tisto, kar smo govorili, svetovali, naj bo to branje božje besede, naj bo to skupna molitev, zakonska molitev, družinska molitev, osebna molitev, vse sta prakticirala, vse in upala in čakala in ko sta imela končno cerkveno sveto mašo, je bila tista maša slovesnost, je bila res velika slovesnost in je bila res gostija, taka prav nebeška, ne? Spričevanji vsakega posebej, kako sta hrepenela po zakramentu Evharistije, kako sta hrepenela, ampak ni jima pa manjkalo Jezusa, ne? Pravi, zauživala sta ga vsak dan po božji besedi, ki sta jo skupaj si podelila in ki sta jo brala. Ne? Uživala sta jo po skupni molitvi, ki sta jo redno prakticirala, po otrocih in skupaj z otroci, a ne? Skratka, res živela sta eno tako predano življenje, tako ne samo tisto, da za nameček pa
pripeleš otroke k veruku, ko si rekel, recimo, ampak res s prepričanjem in z upanjem in z vero. Zakaj ta primer pripovedujem? Zaradi tega, ker se spominjam, da je papež Frančišek še predno je napovedal tole sinodo o družini, že govoril o stvareh, se pravi o tej poročenosti ali neporočenosti, o ničnosti, in mislim, da je celo takrat on enkrat izjavil, a že prej, še pred kot kardinala, ne, da je prepričan, da je vsaj 50% zakonov v katoliški cerkvi ničnih, ne, in to skratka, da niso bili sklenjeni s prepričanjem recimo s tem večnostnim poudarkom in vidikom in tako naprej, z darovanskostjo in z vso to pripravljenostjo odprtosti za življenje. Skratka, potem, zato pa tudi ta sinoda, se mi zdi vsaj po besedah nadškofa Zoreta, slišim recimo, kako je vendarle sinoda rekla nekaj, kako je treba vključevati te ljudi, vključevati v življenje občestva, v življenje župnije, v življenje skupin, v življenje zakonskih skupin, v življenje recimo drugih skupin ali gibanj, skratka zato, da se ne počuti tak par izločenega, ne, in da vendarle na nek način čuti to, da je sprejet med brati in sestrami kot brat in kot sestra, in se mi zdi, da k temu smo vsi povabljeni, da v tej smeri tudi res delamo. Ne? To jaz razumem kot naše poslanstvo, poslanstvo zakoncev, poslanstvo družin, a ne da na ta način drugim parom, ki seveda mogoče ne morejo prav zaradi tega v polnosti zaživeti še krščanskega življenja, krščanske prakse, da jim vendarle damo, bi rekel, veliko razumevanja in veliko ljubezni, zato da se čutijo sprijete in postajajo živi ljudje. Mogoče še ena misel, da dopolnim to, kar sem prej želel še povedati. Dejansko je tako, da vsak od nas ima kakšen križ, kakšno težavo, ena težava ali pa križ je večji, drug je manjši, in za ene je križ to, da se ne morejo poročiti. Ker so bili prej po neki neumnosti recimo poročeni, tako ker se niso pripravili, niso nič razmišljali, in to dejansko je problem. In potem se tega recimo ne da dokazati in to je za njih križ in ta križ je treba sprejeti. Jaz to včasih tudi rečem, tudi na predavanjih, razmislite, ko se poročate v miru, a je partner, zaročenec, zaročenka, je to za vas? Ne se o tem odločati takrat, ko so že zadnje priprave, obleke in ohcet in tako naprej, ampak v miru se odločite za to. Tistim pa, ki so naredili napako, pa tudi rečem, sprejeti morate tudi ta križ oziroma odgovornost za svoje dejanja. Ne more nihče drug od vas rešiti vašega problema. Dostikrat je tako. Se pravi, ne mora biti zdaj cerkev za vse kriva, pa cerkev mora rešiti vsak problem. Tudi v to smer pač ne moramo razmišljati. Je pa res, da moramo prisluhniti ljudem, kaj se je zgodilo, jih sprejeti v njihovi bolečini, v njihovi stiski in videti, kaj se da narediti. V določenih primerih se pa da pomagati. Pa ljudje mogoče tega ne vedo. In še druga stvar, glede obhajila. Obhajilo ni potrebno za zveličanje, če ga nekdo ne more prijeti. Če je nekdo v takem stanju, da ga pač ne more prijeti, izkorišča druge možnosti, ki jih cerkev nudi. Recimo, kot si ti rekel, Božja beseda. Božja beseda je vsakdanji naš kruh tudi. Duhovni kruh. Tako da, če omenim tistega moža, ki sem ga že prej omenil, on je rekel, jaz bom sprejel resnico o mojem zakonu. Važno je, kaj je res. Sprejel bom to. In to, tudi, če ne bo možno dokazati ničnosti, bom pač to sprejel kot križ in bom s tem živel. Se mi zdi, da taka drža je ta prava drža. Smel samo to me je malo zmotilo. Mislim, Jezus nam pravi, ne? Če ne jeste mojega mesa, pijete moje krvi, pač ne boste prišli v moje kraljestvo. Nekako tak približno, zdaj na pamet citiram. Kolikor jaz vem, sem bral prav na to temo, mislim, da je papež, emeritirani papež nekaj pisal na to temo, glede prejemanja svetega obhajila. Zdaj, če to gre za fizično nesposobnost, recimo, da je nekdo bolan v grlu, pa ne more, ne? Je to v tem smislu, kot sprašujem, ne, ko ste vi govorili, ampak če gre za neko krivdno nesposobnost v smislu greha, pa mislim, da to ne velja. Mi ne moramo vedno govoriti o grehu in o krivdi, ker so primeri različni. In če nekdo, recimo, da cerkev reče v tem
primeru nekdo ne more prejeti obhajila, ta človek se bo lahko z drugimi sredstvi in milostmi lahko zveličal brez obhajila. Ker se bodo zveličali tudi mnogi neverni in neverujoči ljudje, če živijo v skladu s svojo vestjo, ker se Bog razodeva, ga seveda ga rabimo, ampak nekdo po svoji krivdi, recimo pač mu ni bilo oznanjeno. Se opravičujem, jaz se zdaj čutim pohujšano, gospod, ker že po vaših besedah, ravno kar ste rekli, da nekdo, ki je v grehu, zaradi katerega koli razloga in je še na poti do Jezusa in ne more prejemati obhajila, pomeni, da je pogubljen. Ravno kar ste to povedali, da je nekdo, ki zaradi svojega greha, recimo, ker živi v prešuštvu, ne more k obhajilu, da je avtomatično pogubljen. Kdor umre v smrtnem grehu, gre v pekel. O tem bi govorila, vi ste govorili o relativizmu, da pač cerkev se obnaša do ljudi, ki so v taki situaciji, situacijsko. Jaz pa verjamem, da gre tu samo za eno resnico, ki je absolutna. Če je bil zakon sklenjen med dvema pred Bogom in sta si podelili zakrament svetega zakona in sta si ga res, je to ena edina resnica. In ker zaupam cerkvi in da Sveti Duh deluje po cerkvi in po sodišču cerkvenem, verjamem, da se ničnost zakona ugotovi. Tudi moti me izraz, ko se uporablja, da je bila priznana ničnost. To ni res. Ničnost je bila ugotovljena ali pa je bilo ugotovljeno, da zakon velja. To pomeni, resnica je ena, ne glede na to, ali je postopek že šel skozi sodišče ali ne. Zato ta korak, papeža Frančiška, ko pravi, treba je gledati na človeka, na njegovo življenjsko situacijo, treba se vprašati, kaj je dal skozi, kako on to vidi, kako on doživlja ničnost in tako naprej, se mi zdi prava pot v ljubezni. Hvala. Jaz bi imel vprašanje za gospoda Sejeta. Mislim, da se strinjamo, da brez vere ni zakramenta. Je res? Se strinjate s tem? Ker na tem gradim vprašanje naprej. Namreč, brez vere ni zakramenta in zdaj tukaj je vprašanje krščenih nevernikov. Torej, nekdo je krščen v veri cerkve, tudi morebiti ne v veri svojih staršev, potem pa ni nikoli v življenju doživel osebnega srečanja z Jezusom Kristusom, se poroči, ta zakon gre narazen, vmes se ta človek spreobrne in doživi osebno srečanje z Jezusom Kristusom. Kako na cerkvenem sodišču obravnavate to vprašanje krščenih nevernikov? Za vse ostale bi dal pa vprašanje, da se malo razbremeni vzdušje, predvsem pa za gospoda Kržeta, kater se mu zdi najlepši del sklepnega dokumenta sinode. Najlepši, najbolj nagovarjajoč. Jaz se že dolgo časa ukvarjam z vprašanjem, kako naj merimo vero. Ali naj merimo s kakšnim merilom, je to meter, je to vaga, je to, ne vem, kakšno drugo merilno sredstvo. Dejansko je to problem, ki ga tudi papež omenja v tem motu proprio, mitex iudex dominus Iesus, s katerim je spremenil nekatere postopke na cerkvenem sodišču, ki sem jih omenil, in med drugim omenja tudi kot novo okoliščino pomanjkanje vere. Torej, pomanjkanje vere do sedaj, oziroma tudi odslej naprej, ni razlog ničnosti. Ni razlog ničnosti. Pomanjkanje vere je lahko samo v povezavi, če nekdo recimo hkrati izključi enost, nerazveznost, trajnost zakonske zveze, rodni otrok ali recimo pogojno sklene zakon, naprimer. V takem primeru je lahko zakon ničen. Se pravi, da gre za povezavo, da ker ne veruje, on ne samo, da ne verjame, ampak izključi recimo trajnost zakonske zveze. To je včasih, oziroma pogosto je tako, da ljudje rečejo, ja, jaz sem pač tako takrat mislil, ne? Sem rekel, ja, a ste vi to definitivno izključil ali ste samo pač tako mislil? Ja, pač sem tako mislil, da mogoče ne vem, niti ne ve, kaj je mislil. Važno je pri vprašanju vere ali nevere, pri poroki je važno vprašanje, ali on vključno sprejema zakon z vsemi, bom rekel, razsežnostmi, kot ga uči cerkev.
v enosti, nerazveznosti in tako naprej. Ni potrebno, da imamo zdaj izpit iz katekizma, da je naredil vse, ne vem, veroučne letnike in tako naprej. To je dovolj. Se pravi, neka minimalna pripadnost, da on zaupa in da verjame in da hoče on takšen zakon. Tudi če ima neko minimalno vero, pa če ni hodil v cerkev, je zakon veljaven. Ja, jaz bi samo se pravi v zvezi z občutkom, ne, da tle uporabljam jaz mogoče malo nenavadne besede, ne, mogoče malce trše, kot ste vajeni iz Prižnice. Je to zato, ker jih je uporabljal tudi Jezus in tudi farizeji so bili zgroženi, njihovi učenci so bili zgroženi in tako naprej. In žal mi živimo v času pastoralnega permisivizma, ko se tega pač, to je politično nekorektno, zato se tega ne sliši. Ampak Jezus nam je govoril te trde besede ne zato, ker bi bil sadist ali bi nas hotel užaliti, ampak zato, ker nam je hotel predvredočiti eno zelo preprosto dejstvo, da ni pomembno, a se mi imamo v tem življenju fajn ali ne, s tem ali onim partnerjem ali ne vem kaj vse, ampak edina stvar pomembna, ali bomo prišli na koncu v nebes ali v pekel. Edina stvar, ki je pomembna. In tudi, če to pomeni, da v tem življenju bom še tako trpel, zato, da bom potem celo večnost se imel fajn, je to prava odločitev. Ampak mi smo izgubili to perspektivo posmrtnega življenja in preprosto razmišljamo samo v glavnem o tem, kako se imamo tukaj, psihološko, sociološko, samo v pojasnilo. Jezus nam je prišel prinesti, nam je prinesel odrešenje za večno življenje, ne za to življenje tle. Tle trpimo, boljše, da trpimo več kot manj, ker bomo manj trpeli v vicah, recimo, če bomo srečo, da tja pridemo. Ne? Zdaj pa, glede sinode, pozitivni aspekti so zlasti v zvezi z demografijo. Sinoda je zaznala demografsko krizo, je zelo pomemben problem danes, ne? In je dala kar serijo enih spodbud, kako to premostiti. Ne samo zdaj ob teh kasperijanskih predlogih, ki so na nek način še latentno prisotni, ne, to, tako bi rekli, to dvoje ne gre najbolj skupaj, ne, tle je problem. Eno stvar glede Jezusovega ravnanja. Jezusovo ravnanje je resnično merilo tudi za nas. Vendar, če se navežem na gospoda Kržeta, Jezusove trde besede so bile namenjene komu? Farizejem in velikim duhovnikom in pismoukom, zaradi njihove trdosrčnosti, napuhnjenosti in nerazumevanja oziroma nesočutja z ubogimi in takimi. Kaj je Jezus rekel grešnici? Jezus je rekel grešnici, ki so jo možakarji pripeljali, pa so rekli, to je treba kamnati, ubiti jo je treba. On je pisal po tleh s prstom in čakal. Je rekel, kdor je brez greha, naj prvi vrže kamen vanjo. In začeli so odhajati, začenši od najstarejšega, ker so vsi čutili v sebi, da so dvoličneži in da imajo določeno krivdo na sebi. In njej je rekel, pojdi in ne greši več. To je ključen element, pojdi in ne greši več. Ni rekel, ok, kar delaj naprej, kot si delala. Ne? Skratka, kdo so farizeji? A veste, ker ključen problem te naše teološko-pastoralne, permisivne situacije, v kateri smo, je, da so nas prepričali, teologi, eksegeti, Svetega pisma, da so farizeji tisti, ki vztrajajo na normi. Da so farizeji tisti, ki vztrajajo na normi, medtem, ko če pogledate evangelij, vidite, da so farizeji kdo? Zelo lepo se vidi to ravno na tem primeru vprašanja ločenih ponovno poročenih. V evangeliju sem prej navedel, ki je vse v evangeliju, ne najdemo to. V vseh, pravzaprav 4 evangelijih to najdemo. Farizeji hočejo ločitev. Farizeji so tisti, ki hočejo ločitev, ker jim to paše. Oni so tisti, ki strežejo, ki so politično korektni. Farizeji so tisti, ki so politično korektni, ki hočejo streči mnenju sveta. To so farizeji. Jaz torej nisem farizej, v tem primeru, ne? Lahko še jaz nekaj. Lahko še, ja. Omenjena je ta permisivna pastorala, potem je ta gospod mladi vprašal,
kako je pa s osebnim srečanjem Gospoda Jezusa Kristusa. In prihaja mi na misel beseda enega kanadskega teologa, ki je zdaj že umrl, Boba Bedarda, ki je pač zapisal takole, ne, če smo bili krščeni kot otroci, potem za nas, ko odrastemo, ko smo sposobni zrele osebne odločitve, je takrat nas čaka ena zelo pomembna odločitev, ta pa je, da Jezusa Kristusa sprejmemo osebno, da mu rečemo svoj osebni da. Jaz mislim, da tukaj je ta permisivnost, te naše pastorale. Prav v tem se mi zdi, da smo začehlani ušes marsikomu ugodili, a ne, ker nismo jasni, a ne, kot si rekel prej, recimo mulce v 7. razredu, recimo, ki se ti v brk smeji, pa v faco, recimo, reži, češ se jaz ne verujem v Boga, pa ga moraš, recimo, spustiti k birmi, a ne. Glejte, res je to, da ko sem zrel, recimo, takrat moram jaz dati osebni odgovor Bogu. Za mene so ga pri krstu dali starši in botri, a ne, ko sem pa jaz zrel, pa jaz osebno rečem, da, Gospod, sprejmem, želim ti ostati zvest, želim te povabiti v moje življenje, v čisto aktualno, realno življenje mojega vsakdana, da si ti na prvem mestu, ker je Bog na prvem mestu, a ne. To je ena stvar in to je tisto, in potem to zavezo z Bogom, zavezo, ta pojem je, tudi bi rekel, tako se mi zdi razrahljan ali pa sploh zelo nerazumljena, ne. Zaveza, pred kratkim sem bral, ko so v stari zavezi, recimo, se šli zavezo, ne, takrat so, recimo, enega telička presekali čez pol, pa 2 polovici obesili na drog in tako naprej. Tista 2, ki sta sklenila zavezo, sta šla posredi med tema 2 polovicama tega teleta in sta rekla, če se slučajno prelomim zavezo, naj se mi zgodi kakor temu teletu. Mi pa govorimo, da je zakon zaveza. Prelamljamo jo pa vsak dan, to zavezo. A veste, v primitivnih ljudstvih so pa ljudje sklepali take zaveze, da so si prerezali recimo dlan, pa drugmu segli v roko, pomešali kri, potem so pa na tisto rano posuli še sol in žveplo, zato da je rana bolj zabrazgotinila, da je bila vedno znamenje zaveze, ki jo je nekdo sklenil. In če je nekdo prekršil zavezo v primitivnem narodu, ne bo to kjerkoli v nekih plemenskih ureditvah, a ne, je mati rekla, odpovem se sinu, ki je prelomil zavezo, ki je prekršil zavezo, ali pa žena, odpovem se možu, ki je prekršil zavezo. Tukaj smo mi precej razrahljali našo vero, a ne, in tukaj je tisto, ko Jezus pravi, če si mlačen, a ne. Mlačnost je problem današnjega časa. Mlačnost in tisti, ko nam bojo vratove rezali, kot je bilo prej rečeno, recimo, a ne, niso mlačni za svojo vero. Ne bom nikoli pozabil, ko sem v Kairu šel v muzej in en mlad študent, ker je bila ravno taka ura, se ustavil tam, podal tisti, kaj je že, tepih na tla, pokleknil in molil Allaha in tako naprej. A bi jaz to naredil danes, recimo? Kako je, ko sem šel prej na pico, sem se prekrižil sicer, ampak mislil, kaj si pa mislijo, ne? A veste, tako imamo oprane možgane in tako mislimo, da naša vera ni moderna, da ni realna, da ni recimo zdrava za naš čas, da nam ničesar ne prenaša, zato ker je izvotljena, pravi apostol Pavel. Izvotljena vera. Veste, kaj to pomeni, da se križ ne izvotli? Ne? A veste, kaj to pomeni? Vod v križ ne more nositi korpusa. Ne? Vod v križ se sesuje sam vase. Če je moja vera votla, ne more zdržati pritiskov, ki mi jih nalaga čas, znamenja časa, pritiski takšnih in drugačnih. Zato je temeljno sporočilo, ma ne samo sinode, z tega trenutka se mi zdi, ali pa Gospodovega vabila, ki pravi, a ne, okrepite svoja klecava kolena, okrepite svojo vero, bodite pričevalci, bodite pogumni pričevalci, se vam vendar daje moč. Se niste sami, se ne delate iz lastnih moči, kaj kjer kristjani iz lastne moči, če je kdo pol naj gre, adijo, naj se izpiše, ne moreš biti kristjan iz lastne moči. Kristjan si lahko samo iz Božje moči, iz moči Svetega Duha. Jezus nam je dal tisto moč, da lahko živimo to življenje. Ne živimo jo sami iz svoje moči. Bog daj, usmili se nas, Gospod. Ne?
To bi navezala na naslednje vprašanje in sicer ravno to, se pravi, odločitev za zakon je pač mora biti zrela odločitev, mora biti odločitev enega zrelega človeka, se pravi, zato je potrebna tudi vzgoja za zakon, vzgoja za družino pravzaprav, en občutek, ne, kako predstaviti mlademu človeku danes, ko vidi razdrte družine, razdrte zakone, kako ta čar, kako jim približati to vrednoto in to pač narediti in zakon in družino privlačno. V tem verjetno tudi sinoda daje, ne govori samo o vprašanju razporočenih, vendarle se ozira tudi na danes na družino. In to je tudi eno izmed vprašanj, tako da bi morda Če bi kdo rad kakšen zgled videl, naj pride na kakšen seminar, kjer je 30-40 otrok, pa starši zraven in tako naprej, vsi pri obhajilu, vsi pojejo, vsi slavijo Boga in tako naprej. Zgled. Midva sva zgled za najne otroke, najni otroci so najno ogledalo. Midva sva zašuštrala, če najni otroci žal. Ne moramo reči, da to ni res, to je res. Žal je to tako, Bog se usmili. Ja, to je zelo težko delo, ne, jaz imam verouk, imam te višje razrede, radi pridejo tudi potem, ko so že pri birmi, pa tako izzivalno kaj debatiramo včasih in že precej se jih je polotila miselnost, da večne ljubezni ni. Da ni, ne, in to ti 13-letnica reče, da pač se ne bo poročila, ker itak bi potem šla na razen, pa da bo otroka imela čim bolj kasneje, ker bi rada bila dolgo svobodna, 13-letnica, ne, recimo en primer, ko se spomnim. In je tu res zelo težko, ne, tako da ti še vedno direktno vztrajaš, poveš, razložiš, se kregaš, huduješ, se smejiš, ne vem kaj vse. V bistvu pa pastoralno moraš potem delati na malih skupinah, danes se mi zdi, ne. Direktno še vedno oznanjaš nauk, ampak potem pastoralno pa na malih skupinah, kjer ta zgled živi. In kjer se pokaže, da stvar funkcionira, ker danes hoče preveriti, če funkcionira, ne, funkcionira, deluje, ne. In te zakonske skupine, ki zdaj nastajajo v Sloveniji, je veliko, največji razcvet po letu 2000 je ravno Diš imel od vseh teh raznih skupin, ne, so odgovor tudi Svetega Duha na to krizo ljubezni med možem in ženo. Ampak taka mala ognjišča, torej v prostor nametana in svetijo, ne. Plus družine, ki vztrajajo skupaj in potem cela rodbina recimo živi, včasih vidiš zlato mašo, zlato poroko slavimo, ne, in potem vidiš, kako stara ata, stara mama, ki so se imela res rada, kako to dol gre po celem korenu neke zdrave osebnosti, čeprav miselnost včasih pri tistih vnukih je že bolj modernistična, liberalna, ne, ampak tisto spoštovanje do tistega pravzora pa ostaja, no. Torej, tu potrjujem to vzor, ne. Čas se nas malo preganja, hitro se obrača, tem je veliko, morda bi tam dali še priložnost gospodu, ki je že nekaj časa roko nazaj dvignil za vprašanjem. Tamle gospodu. Peter Krek. Zgoraj bi povedal tole, da več kaj ti slišati, kot ta zadnja. Sliši? Ja, sliši. Okrožnica papeža govori o tem o nekaj strahotnem položaju današnjega časa oziroma nekaj apolitičnosti. Ampak mislim, da nikoli še ni bilo tako malo nasilja, tako dolge življenjske dobe, nikjer ni preskočen oziroma plemenska nasilja med sabo, ki je 2000 let reduciral naraščanje. To se pravi, kljub temu, da so imeli ogromno otrok, je 2000 let praktično stal iz samega medljudovželjska oziroma medplemenska nasilja. In to se ne moramo nikakor strinjati s tem, da smo pa zdaj slabi nazaj. Tudi, če beremo, kaj se je dogajalo v cerkvu, leta pred
Samuel ni verjel v Boga, David pa ni verjel v Boga. In v bistvu cele stare zaveze je vera v pravičnega in usmerjenega Boga. To je bistvo vere. Ne pa stara zaveza se ne ukvarja z zakonom, pa z rešuškom, pa s tem stvarmi. Vsi, mislim, da že, ker je šel faraonu, pa je prodal svojo ženo faraonu, ne, za nekaj. Pa je očak. Pa mu je bilo oproščeno zaradi vere v Boga. A lahko malo dopolnim? Lahko še dokončam. Mislim, da tudi odnos zares Jezus se ne ukvarja z zakonom, niti z družino ne. Jezus se ukvarja z božjim usmiljenjem. Z pastirji, ki morajo voditi ovce. Mislim, da je problem tisto, kar je že, mislim, da je zadnji govornik podaril, oziroma pa cestnik, zakaj se je ta prenova veruka ustavila. To je problem. Zakaj cerkev, zakaj ti pastirji ne upajo več povedati, mi verjamemo v Boga, Bog govorimo konc. Vi, ko boste hoteli, mi vas učemo, ko boste to, kar mi učemo, hoteli, potem boste pa dobili tisto, kar vam pripada. Tukaj je problem. In tudi, ne vem, kot ste že načeli, zakaj, to se pravi, edini greh, ki ni v tej teologiji in pa tej pastoralni usmeritvi, edini greh, ki ni oproščen na tem svetu, je imeti drugo ženo. Pa nič slabo nisi naredil. Lahko kradeš, milijone so ukradil, v Mariboru so. Objektivno, stres, pa dva škofata, pa trije, ki so objektivno bili krivi, da niso pazili, kaj se dela z njihovom premoženja. Danes, gospod, je morda tema bolj poudarek na družini, bi se tega držali, pa bi morda gospod do Dela se problem iz družine. Pa ni problem iz družine. Razmišlja se o družini. Ja, ampak družina ima problem zaradi tega, ker pastirji ne verjamejo v Boga. Hvala. Gospod se je. Samo kar se tiče sklepanja zakonske zveze, bi povedal samo dva podatka, ki sta mogoče zanimiva. V prvi cerkvi so sklepali zakon tako, kot je bilo navadi v tistih krajih. Cerkev je nastala na judovskem področju, so prevzeli judovske navade, potem so prevzeli grške navade, pa rimske navade. Zakon je bil veljaven, če je bil sklenjen po nekih običajih, ki so tam veljali. To je bilo dolgo časa. Na zahodu, pri nas v latinski cerkvi, je bilo to do leta 1563, ko je Tridentinski koncil določil kanonično obliko poroke, ki jo poznamo še danes, to je, da se poročiš pred domačim župnikom, ki preveri, če si samski, če je vse v redu, če ni kakšne hibe pri volitvi in podobno. Medtem ko na vzhodu, vzhodna cerkev je pa leta 895 že določila cerkveno poroko za civilno veljavnost. Cerkveno poroko za civilno veljavnost, pa ne z kakšnih pobožnih razlogov, ampak zato, da je bil pravni status oseb jasen in znan. Kdo je poročen, kdo ni poročen, če so šli na razen, kakšne so obveznosti, recimo do otrok, kdo je dedič in tako naprej. Jaz bi samo tule malo, kakšni teologi pravijo, ne, da je v cerkvi se izmenjuje ta fokusa zdaj na 6., zdaj na 7. Božjo zapoved, 6. ne nečistuj, 7. ne kradi. In da zadnja stoletja je bila v ospredju 6. In ker je bila 6. zelo močen fokus na 6. ne nečistuj, pa kar naprej smo iskali greh telesnosti in to se nam je zgodila potem, da nam je 7. spolzela iz rok, bodi si smisel, da delavsko gibanje nam pobegnilo, ne, ker je našlo drugot to lažbo, bodi si, da nismo bili sami pozorni pri tem, kako se nam nabira bogatstvo, ki je lahko tudi krivičnega izvora in podobno. Eni pravijo, da zdaj s Frančiškom prihaja en taki preokret iz 6. na 7. Ne? On recimo ni zdaj dal tudi veliko pozornosti pro-life gibanjem, se izogiba tem, tudi recimo do homoseksualcev, ne, tisto, kdo sem jaz, da bi jih sodil, čeprav pozabil vsi prvi del stavka, kako je rekel, če
istospolno usmerjena oseba išče Boga, kdo sem jaz, da bi ga sodil, tak je celi stavek. Ne? Torej, je en če tudi notri. No, tako da smo zdaj v enem takem preokretu. Mislim, da mariborska zgodba nas lahko tudi to uči. Ne? Ukvarjali smo se z neko formalno pravovernostjo, iskali grehe samo v eni smeri, recimo v smeri 6, če hočete, ne? Pozabili pa, da 7 tehtna, ne kradi. Ne? In zašli v neke borzne špekulacije, ki na koncu niso niti bile preč skladno z evangelijem, no? V svojem duhu namenil. Tako, toliko da potrdim to dinamiko med 6 pa 7. Eno vprašanje še. Kdo ste omenjali, pa citirali Sveto pismo, se mi zdi na mesto, da se vprašamo, kako bi Jezus danes ravnal v situaciji, ki jo opisujete. Meni najprej pride na misel tisto, da zdravnika ne potrebujejo zdravi, ampak bolni. In obhajilo ima tudi zdravilen učinek. Ga ima. In tu se jaz vprašam zdaj, a bomo, včasih dobim občutek, da je že problem samo, če se pogovarjamo o tem, a bodo oni lahko šli obhajilo ali ne, je že hitro napad, kaj se sploh pogovarjamo o tem. In je to že prvi problem, drugi problem pa, kaj vse Jezus rekel v Svetem pismu, je tudi imamo dosti priliko v usmiljenju Samarijanu, usmiljenju oče, v izgubljenem sinu, ko je se sin vrnil, spokoril, ga oče sprejel nazaj. Čez 14 dni bomo vstopili v leto, sveto leto Božjega usmiljenja. Pa mogoče vprašanje, kje vi vidite ločene v tem letu in kako jim cerkev lahko pride nasproti z usmiljenimi očmi. Hvala za vprašanje. Jaz mislim, da se v današnji cerkvi, vsaj v naših krajih, jaz ne vem, kak je tle v Ljubljani, jaz prihajam tam bolj Štajerskega, ne, da se pozablja na sakrament svete spovedi. Ne? Sakrament svete spovedi ima ta zdravilni učinek. Ne? Ta zdravilni učinek seveda ob določenih pogojih, ki so mora biti izpolnjeni, ne? Skratka skesanost, pa pokora, pa tako naprej. Evharistija je nadgradnja tega. Se pravi, ne moramo zdaj mi zamenjati, jaz se bojim, da bo kdo razumel to leto Božjega usmiljenja v smislu, da bomo Evharistijo zamenjali za spoved. Jaz upam, da bo, ker Božje usmiljenje se manifestira skozi spoved, da se ti, Bog se te usmili tam pri spovedi, da pač ti spoveš svoje grehe, se pokesaš in Bog ti reče, tvoji grehi so ti odpuščeni. Tam je usmiljenje, to je moment usmiljenja. Ne pa Evharistija, ki je smrtno nevarna v smislu notranjega življenja, če pristopiš v smrtnem grehu. To je pa smrtni greh. Pavel v tem, da nadaljujemo, kar je gospod Krže končal, Pavel zelo, zelo jasno spregovori v prvem pismu Korinčanom, 11. poglavje, o tem pravzaprav, kaj pomeni res nevredno prejemanje. Ne? To je eno. Drugo, glede usmiljenja. Tako kot je bilo rečeno, sinoda je o tem povedala. Jaz sem že prej rekel, da nas že nadškof Zore k temu nekje vabi, da bodimo mi zakonci, ki se imamo kao za zdrave. Ne? Mislim, da se imamo. Ne? Zdaj, koliko smo zdravi, je vprašanje, recimo, vse smo vsi grešniki, vsi se moramo truditi. Zakon je delo, zakon je trdo delo, in vsi se moramo truditi, noben ni popoln, vsi smo na tej poti, vsi se pilimo, brusimo, in tako naprej, drug ob drugem. Glejte, pa vendarle, Bog ve, iz kakšnega testa smo in prav take nas hoče uporabiti, take nas kliče za svoje pričevalce. Bog je takšen kadrovnik. A veste, Jezus ne bi po današnjih kadrovskih, bi rekel, kako se reče, teh merilih nikamor pasov, Madenomir, vsi bi se mu smejali, kakšne učence si je izbral. Veste, kakšne? Ponižne pa učljive. Učljivosti nam manjka. Vsi mislimo, da vse vemo. Spet tisti prvi greh, spet tisti, da bi biti kakor Bog. Gospod nas pa vabi, ne, ljubiti kakor Bog, ne. To je pa nekaj čisto drugega. In ker smo ustvarjeni po Božji podobi, smo ustvarjeni zato, da bi ljubili kakor Bog. In to se moramo učiti. In to se pa ne naučimo čez noč. To je pa proces,
ki traja celo življenje. Proces v skupnosti, kjer smo bratje in sestre med seboj, kjer se opominjamo, kjer se drug drugega spodbujamo, kjer drug drugemu na nek način kažemo pot. Poglej, ne v tej smeri, tam sem že jaz probo, ne gre, sem se zaletel, sem se raztreščil, pojdi po tej poti, ta pota. Ne? Zato smo toliko povabljeni v skupnosti, da v skupnosti drug drugemu na nek način dajemo roko, da si pomagamo na tej poti. In tudi te bi se reklo v letu usmiljenja, kaj, povabili bomo zraven, vse, ma naj pridejo v zakonske skupine, tudi taki recimo, ki so samo civilno poročeni ali pa ki živijo na koruzi. Jaz samo rečem, samo naj ne bodo v večini. Naj ima zakonska skupina ena ali pa dva taka para, a ne, pa naj se vsi zakonci trudijo, da bodo dajali dober zgled, da bodo na nek način naredili v očeh teh ljudi zakon privlačen. To je lepota zakona, to je lepota in dostojanstvo poročenosti, da bi ljudje zahrepeneli po tem, kar imamo mi. A znamo tako živeti krščansko življenje in krščanski zakon? A ne? Koliko imamo še pred seboj manevrskega prostora, koliko imamo, če ponižno priznamo, ne, Gospod, ne znam še, ne morem, pomagaj mi. A ne? In tu smo vsi povabljeni, res, jaz vabim vse vas, pridružite se armadi zakoncev, ki so v zakonskih skupinah, kjer še niste, vključite se, postanite dejavni, začnite se učiti, veste, kako je luštno se učiti, pa tudi, če imaš 40-50 let zakona za sabo, se ni važno. Začni se učiti. Jaz se spomnim, ko se nam je doktor Rebula pa gospa Zora Tavčar pridružil enkrat v eni prvih zakonskih skupin, ko sem jaz samo tako gledal, on, in ko je on pokazal svojo ponižnost, ko je rekel, da se ima veliko za naučiti od nas, o Gospod, a ne? A veste, kje smo? Tako da tukaj, lejte, tle imamo vsi prostor, da se naučimo živeti ljubezen, da se naučimo ljubiti, kakor ljubi Bog. Morda smo res že tako daleč, da morda še zaključno misel naših gostov. Bi kdo želel še kaj dodati? Jaz sem mislil nekaj reči. Glas iz publike. Jože Korinčič. Kar izvolite. Prej na odmoru sem vsem razlagal, ko so me poslušali, kako sem zelo vesel nocojšnjega srečanja, ko sem videl tukaj 4 čudovite razpravljavce, vsak izrazit v svoji drugačnosti in se rekel, Slovenska cerkev je pa res lahko vesela te svoje sinodalnosti, demokratičnosti. Tega včasih, ko smo imeli še tukaj drugačna srečanja, ki so se imenovala teološki tečaj, pač ni bilo. Komaj kakšen se je upal oglasiti z drugačnostjo, vse je bilo strogo, lahko rečemo, teološko jasno in dogmatično popolnoma jasno. Od razpravljavcev je seveda gospod Krže najbolj izrazit, ne? In seveda prebuja največ odzivov, ne? Tudi jaz sem pravzaprav se najbolj njega zapomnil. S polno stvarmi se nisem strinjal, seveda ne. Je pa ena stvar izrazito lepo povedal in sicer to, za moje pojme, v kakšni krizi je danes družina. In pravzaprav, kar priznajmo, dostkrat si tega nočemo priznati. Tikamo glavo v pesek. Ampak povedati, v kakšni krizi je, na nek način ti ni težko. Problem je, kako iz krize ven. In jaz sprašujem predvsem vas, Ivo, kako si predstavljate, da bi izstopili iz te permisivne, moralne permisije, pedagoške in vsakršne, ali bi ta izstop že rešil tudi družino? Recimo, če pogledamo naše brate muslimane, oni so zelo strogi, stroga pravila. Moraš se obleči v tako in tako obleko, deklica, da ne boš pohujšala moških, da boš lažje ostala zvesta, da bo tvoj mož lažje ostal zvest in tako dalje. Stroga zunanja pravila. Zdaj, če vas prav razumem, tudi vi pledirate za to, stroga zunanja moralna pravila ali ne? To je, se mi zdi, eno ključnih vprašanj cerkve. Ali naj gre nazaj na tisti strogi moralizem? To je moje vprašanje.
Ja, jaz imam tu en grafiko, no, morda ga bom pa pokazal. Skratka, strogost, zahtevnost, ja, vsekakor. Ne? Torej to je evidentno iz tega, kar se je dogajalo v zadnjih od 60 let naprej, da ta sistem ne deluje. Ne gre samo za sistem v cerkvi, ampak tudi sicer v družbi, to, da se popušča na vse strani, mi to delava v šolstvu, veva, kako to zgleda. Ne? Skratka, to ne gre. Zdaj, rečeno je bilo stroga zunanja pravila. Primer islama je do neke mere zavajajoč. Ne? Ker islam je seveda drugačna vera kot krščanstvo. Islam ima v svojem bistvu fideizem, skratka čisto vero, zgolj vero, brez razuma. Razum, ne, filozofi so bili tam, zelo pomembni filozofi, ampak so bili neki popolni marginalci, ne? Za razliko od recimo svetega Tomaža Akvinskega, svetega Avguština in tako naprej, sem pač filozof, te stvari me veselijo. Ne? Torej, stroga pravila, da, ampak globoko utemeljena. Mene zelo nagovarja ena taka rečenica iz ameriškega prostora, ne? Learning the faith. Ne? Learning the faith. Skratka, jaz mislim tudi v pastorali, ne? Da se tudi, recimo, poučujem na škofijski gimnaziji v Mariboru, ne? Meni se zdi, da je problem naše pastorale in tle seveda vključimo tudi družinsko pastoralo, vsaj neko dolgoročno pripravo na to, da resnic vire preprosto več ne podaja, jih morda še, definitivnih pa ne razlaga. Ker zakaj pride Birmanc do Birme, ne da bi verjel Boga? Ali pa nekaj skoraj da tak pozavestnim prepričanjem, da ga ni. To poznamo vsi, verjetno ste že slišali za to. Ne? Ker nobeden jim ni niti približno podal kakšnega dokaza za Božji obstoj. Skratka, niti nobeden ni približno podal kakšne logične argumentacije, recimo teorija velikega poka je krasna taka argumentacija, ne? Zelo nazorna, jo razumejo moji otroci, ne? So prepričevali v razredu, da Bog obstaja na osnovi teorije velikega poka. Ne? Se pravi, če razume otrok 4. razreda osnovne šole to, verjetno razume to tudi Birmanc. Ampak mi tega ne podajamo. Zakaj? Ker hočemo biti sprejemljivi, ker hočemo biti prikupni in čustveni. Ne pa racionalno se tako sliši grdo, ne pa izključujoče. Ne? Ampak poanta razumevanja vire, ne, to, da mi viro razumemo, je, da ti viro narediš logično, da jo utemeliš, da jo na nek način narediš tudi, ja, ne samo živo, ampak tudi razumljivo. Na nek način razumljivo. In s tem, če tega ne naredimo, vira izgubi objektiviteto in potem se dobimo pred to dilemo. Ali zgolj zunanja stroga pravila, ki mi v evropski civilizaciji ne rečemo ne, ker smo vajeni na razum, ali pa kaj, ali pa relativizem. Ne? Moramo se vrniti k svetemu Tomažu Akvinskemu, ki je uspel to sintezo krasno izpeljati. Jaz bi še nekaj v zvezi s tem gospodu Jožetu odgovoril. Prej sem že omenjal tega gospoda Ricka Warrena, on je, bi rekel, pastor velike mega cerkve, ne vem koliko, 1050, 60, 70 tisoč članov Saddleback Church. Ampak kaj hočem povedati? Hočem povedati, da je ta cerkev začela iz nič. Če bi brali knjigo The Purpose Driven Church, bi o tem recimo lahko kaj slišali. Zdaj ta nova knjiga, ki je šla pri založbi Emanuel, zunaj je na voljo, spreobrnitev, ali kako je naslov? Kako? Prenovitev, a ne? Ta knjiga je nekaj podobnega za katoliško bi se reklo okolje, a ne, kot je tista knjiga in tudi to knjigo citira. Hočem to povedati, tam imajo prišleki v to cerkev, tisti, ki na novo pridejo, predelati 20 strani približno nekega gradiva, ki je čisto jasno opredeljeno, kaj mi verujemo v tej cerkvi, kaj prakticiramo in tako naprej, kaj hočemo doseči, kakšni so naši cilji, kakšna je naša vizija in tako naprej, v katero smer gremo, in pa, da vsak od novih članov se vsaj na 3 pastoralnih področjih aktivno vključi v delo cerkve. Vsaj na 3
pastoralnih področjih, od 40 recimo, ali kaj podobnega. Vsak ima, ali ima ene talente, druge talente, ali za pevski zbor, ali za kakšno karitativno dejavnost, ali za kaj drugega, ali recimo za oznanjevanje, ali za misijonsko skupino, ali za biblično skupino, karkoli pač, ne. Aktivno boš vključen, kar pomeni tedensko si prisoten na enem srečanju, pa na maši, ali kaj imajo recimo na bogoslužju, ne? Enkrat med tednom in enkrat v nedeljo in to aktivno. Poleg tega vsak se aktivno zaveže s podpisom za 10. Ne? Pa smo tam. In, a veste, se pravi, tukaj so stroga merila, ampak ljudje jih z veseljem podpišejo, so z veseljem za. Zakaj? Zaradi tega, ker dobijo močno hrano, duhovno hrano, prvič. Drugič, ker so njihovi otroci vključeni v razne skupine, od najmanjših pa do največjih. Ker recimo, če ima oče sina 16 let starega, sta oče in sin voditeljski tim skupine 8-letnikov, 9-letnikov, imata pač skupino in se angažirata in tako naprej in tako dalje. Skratka, vsi so aktivno vključeni v življenje cerkve in cerkev jim nudi tisto socialno varnost, cerkev jim nudi v okolje, v katerem se lahko kulturno udejstvujejo, v katerem lahko na nek način grejo na plesne tečaje, če hodite in tako naprej. A veste, se pravi, da je cerkev tista res živa cerkev, da so bratje in sestre med seboj, da se povezujejo, imajo skupne projekte, živijo za to, a ne? Pri nas pa recimo v bistvu se pa nadškof Zore v svojem intervjuju v družini sprašuje, a ne, koliko je tistih župnij recimo pri nas, ki bojo tako živo občestvo, da bojo lahko nudili en konkreten, bi rekel, suport mladi družini, mladim zakoncem, zato da bojo lahko splavali iz krize prvih 5-7 let zakona. Halo? Ali je cerkev recimo ali župnija samo servisna dejavnost, ko pridejo ljudje ob nedeljah, dobijo zakrament svetega rešnega telesa, pa grejo domov, adijo, nikome ništa. A veste, in to je to, od tukaj moramo narediti preskok v glavi, vsi mi, da smo vsi mi smo živi kamni, če smo živi udje cerkve, ali smo odmrla roka, recimo tega telesa, ki nima telo kaj z njo, ki mi dol visi, halo? Kaj sem jaz v telesu cerkve? A vidite, tu smo, tukaj je zdaj vprašanje, to je vprašanje oživitve in bi se reklo prehoda iz enega stanja na nek način permisivnosti v drugo stanje, se pravi, ali pa iz mlačnosti v gorečnost. To se mi zdi, da je vprašanje, a ne?